Živijo, Peter z vami in dobrodošli na kanalu v naravo. Danes sem se odločil, da nobenega voda nam delu in gremo kar takoj v akcijo. Nahajam se v dolini Kot, to je najmanjša in najkrajša od dolin na severni strani Triglava, se pravi brata Kot Krma. In to je tudi v bistvu najmanj poznana ali pa najmanj obiskana od vseh treh dolin, ampak je pa super izhodišče za kar precej tur, med drugim tudi Triglav. Ampak danes ne grem na Triglav, ampak grem na Vrbanove špice v krožni turi. No, tole gor, v bistvu tukaj gor, na vrh je Staničeva koča oziroma malo zadaj, tukaj gor so Vrbanove špice in tle gor gremo, to je Prjavina. Tole pogled nazaj proti Mojstrani. Še malo lepši pogled nazaj, pod nami se potoček sliši, kaj gre pol v Radovno. Drugače pa, tukaj gor bomo zdaj tudi do enega studenčka prišel, tako da ni treba imeti že od štarta vseh količin vode s sabo. Pridemo tudi do prvih klinov, malo naprej pa tudi še neke jeklenice, ampak pot ni ne vem kva zahtevna. Bomo pa zdaj ugotavljali, koliko je pot bolj shojena kot prejšnja leta, ne. In tudi takele gneče nikoli ni bilo. To je pa sigurno posledica tega, ker je Krma zaprta, pa ker je v vratih 25 € za plačati. Tukaj je en tak del, ki je treba malo po klini hit, po jeklenici, ampak nič kaj takega, no. Bi si dali tudi spodaj, če tega nimate radi. Se pa dokaj hitro vzpenjamo. Takole bomo naprej. Pogled nazaj v Kot, zadaj levo je Kepa, tale naravnost je Dovška baba, pa pol naprej mislim, da se tudi Golico vidi. Ja, sem pa pozabil reči, no, tam, ko sem vodo tankal, tam nekje je se odcep nemarkirana pot na Macesnovce. Da je ena lepših jesenskih tur. Nisem še šel, ampak imam že 2 leti v planu. Spet sem se malo zaklepetal, zdaj pa tlele gor, malo višji, pa do enega ogromnega balvana pridemo, tam bo pa malo pavzice. Evo ga, Debeli kamen, tukaj se pa nas pavzo dela. Vmes pa paše malo sesti pa tole občudovati.
Vse pa roko na srce, tukaj kar vleče. Levo gre dom Valentina Staniča, mi gremo pa desno po zelo zahtevni poti, ena celo prava Ferrati. Pa ena najlepših poti meni. Nasploh pri nas. Ja, zdaj gre pa zares, a ne? Enkrat sem šel do zdaj tlele in kakor se spomnim glih tale vstop po prvih 100 metrov najtežjih. Gremo malo razgleda. Gor v Rjavini se pa okno vidi. Drugače pa tukaj en dva klina sta bila zdaj ven spuljena. Pa marsikomu bo tlele, če boste šli, bo prav prišel samo varovalni komplet. Če sem do sem gor zdaj kar precej ljudi srečal, tukajle bom mogoče kakšnega srečal, če imel srečo. Pa tudi tle bomo lahko v takih razgledih uživali, da je pa prav noro. Tudi na 2000 metrov gobe raste, ali? Takele gor nekam. Tle se vidi pa praktično cela pot do avta, ki je tamle pri tisti jasi. Tam smo parkirali. Tukaj sta dva klina utrgana do semle, sicer ni panike, ampak tukaj vidite se kar precej utrgal, pa še en klin. Tako da zdaj gor ne bo problem, zdaj dol zna biti pa bolj zopren. Evo tole je pa cmer, pa dolina za cmerom, kjer gre nemarkirana pot v vrata. Tako pa pol še nadaljevanje gor. Tale del je tudi tak precej zanimiv, zračen. Tole pa pogled dolino vrata. Tole čez je pa Škrlatica. To je pa še nadaljevanje tega odseka. Prepoznate tega, ne? Triglav. Zdaj sem na razpotju, naprej se gre. Tole je vrh Vrbanove špice, pa se je treba pa nazaj vrniti, pa tukaj desno proti Staničevemu domu. Ajde, gremo na vrh pogledati. Evo ga Žig, pa pisna knjiga, tole je vrh, gremo malo pogledati. Evo, tole se prvič se vidi Staničev dom. Mali Triglav, ne. To je Vrbanova špica, visoka, velika. Tole je pol Rž. Tukaj se začne ena pot na Rjavino gor, ta lažja, ta težja se pa tukaj dol začne. Tale je res impresivna stena. Tale pogled proti Kamniškim Alpam, zdajle naravnost je Stol. Kot, ne, krma, kot, pa vrata, naravnost je zdaj Kepa. Tole je Vrtaško Sleme. Pa so teli, bom napisal. Škrlatica. Kar kul. Sem nazaj na razpotju.
Pa gremo proti Staničevemu domu. Prav paše ta lesenčka. Ne vem sicer, je tole naravno, tale polička, ali so to stavkali, ampak kakorkoli prav hudo zgleda, ne. Drugače nas še ene par sladkorčkov nas čaka. Dokele gor. Tele dve okni se pa prav lepo vidite tudi iz tele doline pod Zacmerom. Evo, takole imamo pa naprej. Kar pestro. Sem kar malo pozabil, koliko je teh jeklenic tule. Pa še kar nekaj jih bo. Tale pa spet gor po železnini. Mi je pa zanimivo, da sem že 6 ljudi srečal za v kontrasmer. Prehitel pa še nobenega. Izgleda, da je v kontrasmer lažje, čeprav se mi ne zdi. Tole, če se ne motim, je še te zadnji konec jeklenice danes. Pogled nazaj, zadaj dol Sudovje, pa tole je bila Verbanova špica. Tole je velika Verbanova špica, ona je bila mala oziroma spodnja. Ja, tole pa prostor za počitek. In tle si vmes malo privoščil uživanja. Na eno stran imamo takle pogled. Takole dol se še jalovec vidi. Na drugo stran je pa takle pogled. Zdaj pa se odloči, kjer je lepši. Meni se zdi, da ona stran zmaga. Tole prekrasno panoramo, lahko pa odgovorim še na eno vprašanje. Kar nekaj vas je že spraševalo, ampak Marjo me je pa par dni nazaj mi je prav pisal glede obutve za v hribe, ne. Nisem zdaj ful nek specialist, ampak probal sem pa marsikaj, pa jaz vam bom povedal, kaj zame funkcionira in tudi zakaj to funkcionira, no. Kakor veste, oziroma pač, če ste pogledali kakšen video iz letošnje sezone, nosim tele Zero Shoes trail copate oziroma trail superge. Se pravi, rabim podplat, bosonogi čevlji. Zakaj jih imam? V bistvu po sili razmer. Letos sem si sicer kupil ene druge superge, ampak sem jih tako hitro uničil, da zdaj te nosim, ki sem jih že lanskrat kupil, pa sem jih imel doma. Ampak so mi čisto kul. Nimam nobenih težav. Se pravi, tudi kaj je boljše pri teh, recimo trail supergah, a ne,
napram gojzdarjem ali pa visokim čevljem, je to, da si itek si hitrejši, bolj si agilen, bolj natančno lahko stopiš, sploh pri teh supergicah, ker čutiš tla. Tudi po mojem mnenju si težje zviješ gleženj, sploh na teh, zato ker si toliko nizko pri tleh, in imaš bolj stabilen podplat. Moraš imeti pa gležnje, mora biti pa v redu. Zdaj, če pa gležnji niso v redu, pa pač po mojem mnenju nekaj narobe delate, sami s svojim telesom, zato ker gleženje je zato, da funkcionira. Če gojzdarja nožete samo zaradi gležnja, zakaj pol ne nosite še na kolenčnikov, za kolen, ali pa na komolčnikov še za komolce, za vsak slučaj, da se ti ne spahne. Tako je moje mišljenje, ampak itak vsak zase ve. Prednost gojzdarja je to, ker je visok, pa sploh po kakšnih meliščih, veliko bolj trpežen je, se pravi, del ga imaš lahko, bolj je robusten, če kaj brcneš, te ne boli. Potem tudi v različnih vremenskih razmerah, če dežuje, ti ne premoč kar takoj, oziroma zelo dolgo traja, ali pa kakšni sploh ne premočijo. Tako da so plusi pa minusi, in za superge in za gojzdarje. Pa odvisno od vremena, danes je takle vreme, sicer se malo oblači zdaj, ampak itak zame čist, pogledaš, bi rekel, no-brainer, brez razmišljanja, superge gor in akcija. Veliko bolj uživam, lažji so, hitreje gre, mislim, uživam, tako. In v bistvu to je glavni razlog, da imam superge. Upam, da sem odgovoril vsaj na kakšno vprašanje. Ja, še to. Podplat na supergah veliko boljš prime na skalah, kot pa gojzdarji. Gojzdar je trd in ko stopiš na skalo, samo točkovno prideš na skalo. Superg pa kar malo objame skalo in res grip je stokrat boljši, res. Jaz, ko sem enkrat to probal, pa nosim superge že več kot 10 let, že 12-13 let verjetno, ko sem enkrat to probal, gojzdarje samo še zapozim. Tule sem kar kakšno urico malo sedel, ležal in užival, pa gremo počasi naprej. Pogled nazaj na greben Vrbanovih špic, pa čez Škrlatico. Tale zdaj naravnost je, oziroma zdajle prihaja naravnost, je Begunjski vrh. Tole pa Triglav, prav res lepa panorama. Staničev dom je tudi zelo dobro izhodišče, tako kot sem že rekel danes. Tukaj lahko obiščete same take res visoke vrhove. Tale, ki sem bil zdajle, je 1400 pa še nekaj, pa je najnižji tukaj okoli. Imate Rž gor, tistle gor je Kredarica, pol seveda Triglav. Begunjski vrh sem tudi že omenil, potem tole dolino za Cmerom. Gor po vrh pelje nemarkirana pot in tukaj v bistvu osvojite 3 vrhove. Bom napisal, kateri so. Seveda pa Rjavina je tudi en tak zelo lep, pa je zaželen vrh. Tako da, če semle pridete za kakšen dan prespat, je kar dobra izbira. Se pa lahko pohvalim, da moja stara mama, oziroma prababica je pomagala pri gradnji tega, oziroma obnovi tega doma. Sicer babika, njena hčerka, pravi, da so hodili sem gor bolj kot ne žurat, ampak nekaj so pa tudi najbrž naredili. Koliko je to noro, hribov imamo v Sloveniji 2000, mislim, da okoli 450. In prejšnji teden sva z Iztokom en par spoznala na Veliki Babi, Koroški. Bom dal desno gor tisti filmček, če ga še niste videli. In danes smo se pa spet le srečali, sta imela pa še sina s sabo in so šli na Begunjski vrh. Zdajle grejo še na tukaj gor, ki sem jaz bil, na Vrbanove špice. In kakšna možnost je, da 2 vikenda zapored, da se srečaš v hribih, pa nisi zmenjen. Noro.
Rekel sem, da gre na smer nemarkirana pot, pa zgleda, da je kar markirana. Tole je pa Nik, sin od teh dveh planincev, ko smo se spoznali prejšnji teden že. Pa, kje si bil danes? Na Begunjskem vrhu pa na visoki Vrbanovi špici. Koliko pa, veš, koliko je visok to? Skoraj čez 2400. Ja. Da se je mogel fant kar lepo potruditi, ne? Kako je pa bilo? Fino. Fino. Boš še kaj povedal, kakšnega pozdravil? Ne pač. Ne. S kje pa si? S Cerknice. S Cerknice. Skoraj sosed, čez hrib od Borovnice. Zdaj gremo pa dole, ne? Ja. Super. Hvala ti, Nik. Malo sem se ustavil tlele, malo spet poklepetal. Zdaj gremo pa dol. Malo osvežitev za podplate. Mogoče tudi kaj v čevelj noč šlo, pa da bo še malo not osvežil. Sem kar presenečen, da je toliko snežišč. Tudi pod Triglavom je prav neverjetno še belo. Tole pa cel greben Vrbanovih špic. Pa pol pogled nazaj, ne. Se je pa zdaj že začel kar oblačiti. Kar mi je zdaj sicer super, ker ni sonca, ampak je še zmeraj toplo. Ampak ne vem pa, kaj bo čez ene par urc, če bo kakšna nevihta ali kaj. Tukaj mislim, da se prvič Kočo zagleda, če greš po teli poti gor. Takole pa zdaj dol zagleda. Tukaj je drugače zelo prijazna pot in se pravi tehnično enostavna. Tukaj smo pa zdaj na razcepu, ki sem ga prej snemal gor z Vrbanove špice, oziroma z Ferata, ker sem rekel, da gre ta strma oziroma ta težja pot tlele gor. Vidite tudi tamle, ko piše Rjavina, je trikotnik pa klicaj zraven. To smo že rekli, da je zelo zahtevna pot. Še te zadnji pogled nazaj. Evo, kar nekaj gre dol z Rjavine. Tole pa že pot. Počasi prihajam do razpotja, ker sem šel prej pol tukajle na Ferata, oziroma ne vem, kako se že tale pot imenujemo, prav eno ime bom napisal, ampak tukaj se zdaj krog zaključuje in zdaj po isti poti dol. Je pa zanimiv, že nazadnje, ko sem šel tle dol, tudi takrat je bil cel dan sonce, ampak ene skale so bile še oranj vlažne. Danes je zelo podoben, tako da treba kar previden biti za dol. Sem se pa zdajle hotel na tistem izvirčku ustaviti, ampak so bili že 4 tam, tako da glede na to, koliko teče, bi mogel čakati pol ure. Po mojem malo pretiravam. In v tem cajtom pa je že skoraj dol. Razmišljam pa za osvežitev, kam skočiti. In sem razmišljal najprej o Javorniškem jezeru, v Javorniških rovtah, pa sem se spomnil pa na jezero Kreda. Tako da gremo kaj zaključek narediti. Evo, prvi in zadnji razgled danes. Sem pa zdajle srečal 2 skupine po 3 tujce in gor grejo. Se mi pa kar smilijo. Zdajle bo pa, mislim, ni prijetno zdajle gor iti. Juhu, sem že v dolini. Ko mi čakam zdajle avto, upam, da je v senci, noter hladna lubenica, pa gremo proti jezeru.
Zdaj smo se preselili pa v dolino Radovno. In tukaj moram zdaj čez priti, včasih je bil tle mostiček. Zdaj treba pa čez vodo. Poznate to jezero? Ste že bili kdaj tle? Ja, pa je, da je to umetno jezero, da so tukaj včasih kredo kopali in ko so nehali kopati, je voda zalila in zdaj je to jezero. Tole je pa zdaj zmagovalna kombinacija. Tako kot ponavadi, tale je kopanje na koncu za piko na i. Ampak za razliko od večino kopališč ali pa teh vod, ki not skočim, je tale bila prav prijetno topla. Tako da tole je tudi še ena ideja za mogoče družinsko kopanje, če hočete otroke nekam peljati ali pa sami iti malo bolj toplo vodo. Je tole prav super ideja. Drugač, dolina Radovna, bom dal od spodaj tudi koordinate, kje je to. Drugač pa tura vrhunska. To je res, tako kot sem že rekel, meni ena lepših tur. Taka zelo zračna, razgledna, tudi sorazmerno samotna. Ni pa za vsakega, no. Je kar nekaj teh prepadov pa lepih razgledov je spravim, ne. Tako da malo precenite, če je to za vas, če uživate v takih stvareh, pa absolutno zelo priporočam. Če pa ne, pa mogoče prej kakšno športno ferato, pa kaj takega, no. Da se malo navadite na to globino. To celodnevna tura vzpona, mislim, da je markiran za 5,5 ur. Bom vse podatke dol dal. Pa naj še rečem, res ful sem užival. Čudovita narava. To je to. Hvala vsem, ki ste me ustavili, ki smo se malo pomenili. Ja, hvala tudi Boštjanu pa Maruši, ki sem ju za gor grede malo posnel. To je to, zdaj moram pa čez vodo, mi se pa kmalu vidimo.